se trisejo gore, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Če v srcu ni vihar besni, stojim na skali milosti. Naj se valovi dvigajo, te skale nikdar ne podro. Te skale nikdar ne podro. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog vsega. Bog vsega. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga, poveril njega v Kristusa. Sveti Duh danes. Danes je binguštna nedelja. O tem dogodku beremo v Svetem pismu. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Temeljna resnica krščanstva je, da Bog deluje ali se razodeva skozi svojo besedo, Sveto pismo, in skozi delovanje Svetega Duha. Mnogi kristjani, na žalost, to ne verujejo ali so duhovno slepi. Toda hvala Bogu, mnogi to verujemo in doživljamo delovanje Boga Svetega Duha v svojem življenju. Lahko rečemo, kar se tiče kristjanov, imamo dve skupini. Eno, ki je duhovno mrtva, in druge, ki so duhovno živi. Kaj nam tukaj zelo jasno govori Božja beseda? Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Nekaj so doživeli, prejeli izpolnitev Svetim Duhom in govorenje, slavljenje v tujih jezikih Boga.
Danes je problem mnogih kristjanov, da nič ne doživijo od Boga in drvijo z mnogimi v večno pogubljenje, namesto da bi doživljali moč in zmago v svojem življenju. Jezusovo delo na zemlji se je končalo, toda nadaljeval ga bo Sveti Duh. Odšel je, da bi sprožil nekaj zelo pomembnega. Jezusov nebohod je bil pomemben dogovor z očetom o prihodu Svetega Duha. Jezusova vrnitev v nebo je bila nujno potrebna, da je lahko bil poslan Sveti Duh. Pred binkoštnim dnem je Sveti Duh deloval skozi Jezusa, ki je izpolnjeval Božjo voljo. Po binkošti je prišel Sveti Duh kot ljubezensko darilo celotnega božanstva. Krst v Svetem Duhu ni samo neki blagoslov s polaganjem rok, temveč v njem prihaja sam Bog po Svetem Duhu v nas. Ime za Sveti Duha je Paraklet, grško parakletos, ki pomeni tolažnik, svetovalec, zagovornik, branilec. Nova zaveza veliko govori ali se posveča delovanju Svetega Duha. Jezus razodeva učencem: jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Jezus pravi, drugega pomeni nekdo drug poleg Jezusa. Jezus je zapustil, toda drugi je prišel k njim. Kar jim je bilo omogočeno delati, ko je bil Jezus z njimi, bodo delali tudi, ko bo ta drugi z njimi. Jezus jih je pripravljal na ta dogodek. Resnično povem vam, jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Vi boste žalovali, toda vaša žalost se bo spremenila v veselje. Žena na porodu čuti žalost, ker je prišla njena ura. Ko pa rodi, se ne spominja več tesnobe za voljo veselja, ker se je človek rodil na svet. Tudi vi ste zdaj žalostni, toda spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel. Učenci so bili žalostni, razočarani, ko so videli, da je Jezus umrl na križu. Toda, ko so videli vstalega Jezusa, se je žalost spremenila v veselje. Učenci so bili zbegani in so omahovali do prihoda Svetega Duha. Da Božja volja je to, kar je Jezus začel, umrl za naše grehe, želi Sveti Duh nadaljevati, da ljudje sprejmejo odrešitev. Kdaj so lahko učenci nadaljevali Jezusovo delo? Ko so bili izpolnjeni Svetim Duhom. Jezus je obljubil, da bodo prejeli moč Svetega Duha. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Nova zaveza zelo jasno govori, da delovanje Svetega Duha prinaša spremembe. Polnina Svetega Duha jih je napolnila, da so začeli slaviti Boga. Mnogi so zelo hitro slišali o tem dogodku in se čudili, spraševali, kaj se dogaja. Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drugega so spraševali, kaj naj to pomeni. Krst v Svetem Duhu ni niti duhovna drža, niti doktrina denominacije. Govorjenja v jezikih se ne učimo. Krst tudi ni dosežek.
Vse naredi Bog. Mi smo samo prejemniki nevsiljive milosti. Polnina Svetega Duha povsem spreminja evangeliziranje in doseganje ljudi. Ogenj Duha se spušča, vžge vse, česar se dotakne in se širi kot sveti plamen. Biti izpolnjen z Duhom je neizmerna, čudovita priložnost, ki je že od začetka v Božjem načrtu. Kaj so rezultati delovanja Svetega Duha? Jezus je bil v centru oznanjanja. Jezus je Gospod, odrešenik, Mesija. Zagotovo naj torej ve vsa Izraelova hiša, tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. To je bilo eno izmed najpomembnejšo sporočilo, takoj po izpolnitvi v Svetem Duhu. Potem vidimo duhovna sprememba, duhovna rast vernikov. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj pa apostolov se dogajalo veliko čudežev in znamen. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje. Vsi so želeli spoznati Božjo besedo, nauk apostolov, kar so učenci slišali ali se naučili od Jezusa, so dajali naprej in oznanjali. Vsi so bili hvaležni za Jezusovo odrešitev. Lomili so kruh in se spominjali to, kar je storil za njih. Skupnost, enotnost, molitev, skrb drug za drugega so bile v ospredju. Dogajali so se čudeži in vsak dan so ljudje sprejeli Jezusa za svojega odrešenika in bili rešeni. Ko vidimo življenje prve cerkve in se primerjamo z življenjem naše cerkve, današnje cerkve, smo pred velikim izzivom. Koliko je danes mlačnih cerkva in mlačnih vernikov? Koliko vernikov razmišlja o osebnem odnosu s Svetim Duhom? Ali koliko vernikov sploh še ni nikoli občutilo njegove prisotnosti? Koliko vernikov sploh čuti strast po Svetem Duhu, da bi delili Božjo dobroto tudi drugim? Opis cerkve v apostolskih delih predstavlja cerkvam velik izziv. Ljudje smo nagnjeni k temu, da se upiramo spremembam, ko dosežemo neko udobje. Nažalost je cerkev prevečkrat napačno razumela dolgoročen izziv, izkušnje krsta v Svetem Duhu. Izkustveno življenje, ki ga odpre krst Svetem Duhu, je potrebno razvijati in graditi naprej. Izziv, ki je neločljivo vezan na izkušnjo krsta v Duhu, je brezčasen in vedno relevanten. Če želimo in hrepenimo po doživetjih in izkušnjah z Bogom, potem moramo biti vedno pripravljeni na močne spremembe, ki jih prinaša izpolnitev v Svetem Duhu. Kdaj lahko prejmemo ali doživimo izpolnitev v Svetem Duhu?
Prvi učenci in vsi, ki so bili zbrani na Benkošti, so bili izpolnjeni s Svetim Duhom. Zato, ker so izpolnitev s Svetim Duhom potrebovali. Da smo primerni za Svetega Duha, ga moramo potrebovati oziroma se globoko zavedati, da ga potrebujemo. Tukaj ne gre za človeške napore, neke visoke duhovne kvalitete, saj je potem to vera v človeka in ne v Boga. Nihče ni duhovni velikan, da bi lahko pričakoval mogočne usluge Boga. Bog ne daje svojega duha samozadostnim, ampak potrebnim. Tisti, ki se zavedajo, da ga potrebujejo. Se zavedamo tega. Hrepenimo potem na to binkoštno nedeljo. Ali želimo biti verniki, ki so polni Svetega Duha? Ali želimo služiti in biti v cerkvah, kjer deluje moč in polnina Svetega Duha? Je to naša odločitev, če je to naša želja, če je to naše globoko hrepenenje, potem se združimo v molitvi in prosimo, naj polnina Svetega Duha deluje. Če še nisi bil krščen v Svetem Duhu, moli, Jezus, krsti me, izpolni me in deluj v mojem življenju. Da, vsemogočni Bog in Oče in Sin in Sveti Duh. Hvala ti, Bog, za tvoj popolni načrt in prihod in zlitje Svetega Duha na Benkošti. Hvala ti, da je to sprožilo spreobrnenje mnogih in da se je začela, Jezus, tvoja cerkev. Ali zdaj, 2000 let po tem dogodku, mi smo tukaj in se zavedamo, da rabimo polnino Svetega Duha v svojih osebnih življenjih kot otroci tebe, dragi Bog, kot tvoje ljudstvo in kot moč in delovanje Svetega Duha v naših cerkvah. Jezus, te prosimo, deluj, krščuj v Svetem Duhu tisti, ki potrebujejo krst. Sveti Duh, razodevaj na nov način tvojo moč, delovanje, ki prihaja, ki je od trojedinega Boga. Jezus, to te prosimo. In naj tvoj duh deluje in se razodeva, da še mnogi spoznajo, spregledajo, Jezus, da si ti zveličar in odrešenik. Sveti Duh, prosimo te, delaj čudeže, razodevaj se, da ljudje spoznajo in doživijo odpuščanje, ozdravljenje, osvobojenje, vse, kar v tem trenutku potrebujemo. Potrebuje tvoja cerkev, dokler ti ne prideš po njo. Amen.